Evropska organizacija tolmačev znakovnega jezika EFSLI je bila ustanovljena leta 1987 na Albi v Franciji. Trenutno je to edina panožna organizacija za vse tolmače v Evropi. Vanjo je včlanjenih 38 rednih članov iz 27 zvez iz različnih evropskih držav. To organizacijo že tretje leto vodi predsednica Ivana Bučko, njen cilj pa je promoviranje znakovnega jezika in izvajanje pravice do uporabe znakovnega jezika v praksi ter izobraževanje tolmačev znakovnega jezika. Zanimalo nas je, zakaj je pomembno, da takšna organizacija deluje in kaj vse se lahko naučijo tudi tolmači slovenskega znakovnega jezika. Leta 2012 so uvedli novost in začeli gluhe spodbujati, naj tudi oni postanejo tolmači. V sklopu EFSLI je bila ustanovljena skupina gluhih tolmačev EFSLI-DI. Ni pa vsak uporabnik znakovnega jezika od rojstva avtomatično tolmač. Pot usposabljanja je dolga. Na balkanskem področju izobraževanje za tolmače znakovnega jezika še ni urejeno tako kot po drugih evropskih državah. Migranti so svetovni problem, zlasti, če so med njimi gluhi. Zato je EFSLI lani na Kosovu organiziral delavnico in pred kratkim še usposabljanje za tolmače za migrante na Malti in v Albaniji. Ivana Bučko je posebej poudarila, da gluhi migranti nujno potrebujejo gluhe tolmače.
Zavod Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik je redni član EFSLI že od leta 2003. Takrat smo bili v obdobju tudi priprave zakonske pravice gluhih oseb do znakovnega jezika, tudi profesionalizacije našega poklica. In seveda smo tukaj pri EFSLI-ju našli neko priložnost, da bi si pridobili njihove izkušnje iz različnih držav. In pa seveda tudi EFSLI, moram priznati, nas je podprl v teh naših prizadevanjih. Moram priznati, da to sodelovanje z EFSLI-jem je zelo, zelo tesno, smo zelo povezani in tudi vedno, ko se obrnemo na EFSLI, tudi z njihove strani dobimo vso podporo. Predsednica EFSLI v slovenskem izobraževanju za tolmače vidi pomanjkljivost. To je res ena težava, s katero se naše združenje srečuje. Kot veste, mi vsako leto organiziramo tudi različne posvete, vabimo tako gluhe predstavnike kot tolmače. Moram priznati, da kolikor se trudimo, da bi privabili certificirane tolmače, da se še naprej usposabljajo, je njihov odziv bolj slab. Na žalost, lahko rečem, da mi nimamo nobenega vzvoda, da bi jih prisilili, da se morajo še dodatno usposabljati. To je stvar posameznika, kolikor sam čuti, da potrebuje še dodatna usposabljanja za to, da svoj poklic lahko potem tudi v redu opravlja. V tem primeru še kako drži rek, da znanja ni nikoli preveč in da se učimo vse življenje.